Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Otroci in mladostniki že v osnovi sodijo med najranljivejše dele družbe. Naša naloga je, da jih zaščitimo, saj so najbolj podvrženi zlorabam in najmanj sposobni zagotoviti svojo blaginjo. Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami in tisti, ki izhajajo iz razmer, ki so neugodne za zdrav razvoj ali pa imajo čustvene in vedenjske težave, pa potrebujejo še dodatno pozornost in zaščito. Posebno pozornost velja nameniti njihovemu vključevanju v družbo. Družina je osnovna celica, ki mora skrbeti za otroka, vendar vsi otroci in mladostniki tudi v Sloveniji iz različnih razlogov ne morejo živeti s starši v matičnih družinah, ki bi zmogle zaščititi njihove pravice. Zaradi neustreznih socialnih, ekonomskih ali drugih razmer tudi nimajo možnosti za razvoj vseh svojih sposobnosti. Lahko so celo žrtve nasilja ali različnih vrst zlorab. Zato je v celostni obravnavi teh otrok vsekakor treba nameniti več pozornosti. Pri varuhu spodbujamo različne organe in inštitucije, naj v skrbi za otroke sodelujejo in se povezujejo. Žal prepogosto ugotavljamo prelaganje odgovornosti za polno zaščito otrokovih pravic, ko si inštitucije le birokratsko dopisujejo. Poudarjam, da mora biti v vseh odločitvah in ukrepih, ki zadevajo otroka, naše vodilo otrokova največja korist. Opažamo še veliko izzivov, s katerimi se moramo soočiti v državi, da bodo slehernemu otroku v Sloveniji pravice in dostojanstvo tudi dejansko zagotovljeni in zaščiteni. Pozdravljamo odprtje hiše za otroke Barnahus. Gre za pomemben korak na področju implementacije otrokovih pravic. Po več letih prizadevanj smo končno dobili inštitucijo, ki izboljšuje položaj otrok, ki so bili žrtve različnih zlorab. Hišo za otroke je treba v prvi vrsti razumeti kot model celostne obravnave otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj. Cilj je zagotoviti le eno zaslišanje oziroma čim manjše število zaslišanj otrok, ki so hudo travmatizirani. Posebno pomembno pa je, da celostna obravnava v hiši za otroke pomeni tudi krizno podporo in psihosocialno pomoč otrokom, ki jo ti potrebujejo od usposobljenih svetovalcev. Zakon o hiši za otroke dodatno prispeva k ščitenju integritete posameznega otroka. To izhodišče vseh otrokovih pravic opredeljuje otroka v njegovem bivanjsko-eksistencialnem pomenu. Preprečevanje sekundarne viktimizacije in vnovične travmatizacije otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj je zato nujno. Sicer pa že leta opozarjamo na pomanjkanje kliničnih psihologov, pedopsihiatrov in drugih strokovnjakov. Nedopustno je, da otroci zaradi slabega načrtovanja kadrov in pomanjkanja strokovnjakov nimajo dostopa do pomoči in to takrat, ko jo najbolj potrebujejo. Gre za problem, na katerega opozarjamo že leta, pristojni pa žal še vedno niso našli učinkovitih rešitev. Spoštovani, na tem mestu moram dati priznanje strokovnim centrom za celostno obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vzgojnih zavodih za njihova prizadevanja in pomembno vlogo, ki jo imajo v družbi. Redni obiski državnega preventivnega mehanizma s predstavniki nevladnih organizacij beležijo številne ugotovitve. Žal tudi te, da vedno več otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v teh inštitucijah, potrebuje več pomoči oziroma bolj strukturirano in intenzivnejšo pomoč ali terapevtsko obravnavo. V strokovnih centrih se pogosto soočajo z različnimi odvisnostmi pri otrocih in mladostnikih, težavami v duševnem zdravju, hujšimi oblikami čustvenih in vedenjskih težav, med otroki in mladostniki je pogosto nasilno vedenje oziroma samopoškodbeno vedenje. Takšno vedenje otrok in mladostnikov terja od zaposlenih v strokovnih centrih posebno obravnavo, ki zagotavlja varnost tako otroku in mladostniku s takšnim vedenjem, kot tudi drugim otrokom in mladostnikom ter zaposlenim. Državni preventivni mehanizem je zato pozdravil sprejem novega vzgojnega programa, sprejetega marca 2022. Na podlagi zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju, katerega sestavni del so tudi standardi vedenja strokovnih delavcev ob kriznih dogodkih. Po tem zakonu imajo ti centri tudi zakonsko urejeno možnost za oblikovanje intenzivnih skupin za otroke in mladostnike, ki potrebujejo terapevtsko obravnavo.
Z namenom izboljšanja pogojev obravnave otrok in mladostnikov v strokovnih centrih je državni preventivni mehanizem Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v zvezi z omenjeno problematiko ponovno priporočal, naj strokovnim centrom za otroke in mladostnike nudi pomoč pri oblikovanju programov obravnave otrok in mladostnikov v intenzivnih skupinah in naj ob sodelovanju strokovnih centrov poišče še druge morebitne rešitve za težave, s katerimi se v strokovnih centrih spopadajo zaradi vedno večjega števila otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju, nameščenih v obravnavanih zmogljivostih. Tudi strokovnim centrom je državni preventivni mehanizem ob tem, ko so ga seznanili s težavami v obravnavi otrok in mladostnikov, večkrat priporočal, naj preučijo potrebo po morebitnem odprtju intenzivne skupine v okviru strokovnega centra oziroma po preoblikovanju ene izmed stanovanjskih skupin v intenzivno skupino. Pričakujem, da bodo priporočila državnega preventivnega mehanizma upoštevana. Sistem, ki nudi tem otrokom in mladostnikom zaščito, mora biti jasno strukturiran, prežet s strokovnostjo, nepodhranjen, a obenem z veliko empatije. Skrbeti za ranjene je veliko delo. Zavedati se moramo, da ti otroci in mladostniki nekoč odrastejo, kar pa ne pomeni, da ne zmorejo sami živeti. Zato se kaže močna potreba po podaljšani skrbi teh ranljivih otrok in mladostnikov ter potreba po sistematičnem in postopnem vključevanju v družbo. To še posebej velja za tiste, ki začasno živijo v inštitucijah. Ob tem želim izpostaviti deinstitucionalizacijo in nujno vključevanje teh otrok in mladostnikov v skupnostno skrb. S tem bi tem ranljivim skupinam omogočili samostojnejše in bolj kakovostno življenje v domačem okolju. Verjamem, da bo ta mednarodna konferenca prispevala k večjemu razumevanju izzivov in prinesla tudi kakšne konkretne rešitve oziroma izmenjavo dobrih praks. Vsi skupaj se moramo zavzemati za usodo prav vsakega otroka, ki se znajde v stiski. Želim vam uspešno konferenco še naprej.